Pa poskusi svoje čare. Ok, kaj pa moram povedati? Puno, kar sporočilo. A ja, sporočilo, točno. Kaj sem to, se me spomniš, kaj sem ti rekel? Sem Bianca Žvorc-Moris, prihajam originalno z Murske Sobote, živim sedaj v Nemčiji in Amsterdamu. Sem veganka že preko 26 let, drugače delam ekološko trajnostno modo kot hobi, nizkoprofitni projekt in se ukvarjam po novem tudi z naravnim zdravljenjem ljudi. To je to. V bistvu že moja babica je zelo rada imela živali po moji mamini strani in mi je dala to neko ljubezen do živali, katera mislim, da se je že manifestirala tudi pri moji mami, saj v bistvu, ko je bila noseča, jedla samo sadje z mano. Tako da kasneje sem jaz v bistvu nikoli nisem jedla mesa v življenju, sem pa malo pretiravala v najstniških letih z mlečnimi izdelki, žal. In pol nekje s 16 leti sem spoznala prvič te pojem veganstva. Saj ni bilo imenovano veganstvo, ampak da ne uživaš nobenih živalskih izdelkov. In pol za 17 leti mi je prijatelj iz Londona dal v bistvu knjigo, ki se imenuje Diet for a New America. In tam noter, v bistvu moja angleščina še tako ni bila v redu, ne takrat kot je zdaj, na primer. Ampak tam noter sem v bistvu prvič videla, da v bistvu krave morajo biti noseče, da jim vzamejo dojenčke, ne, in da v bistvu mleko ni nekaj, kar je namenjeno nam, ampak je namenjeno teličkom. In to mi se je tako tisto, neki klik mi je naredil, tako da mislim, ni to bilo čisto čez noč, ampak postopno, ne, zaradi tega oblačila, pa naprimer volna, pa naprimer, kaj se pravi, leder, kako se pravi leder, usnje, ne, usnje, naprimer, pa te zadeve, koža seveda, ja. To mi je nekaj dalj časa trajalo, ne, ampak kar se tiče prehrane, pa mi je vedno me je to motilo, da nisem se dobro počutila, ne, še posebej v srednji šoli sem se fejs redila, pa ful sem imela ekstra kile in sem fejs bila zakompleksana in nesrečna in depresivna, ne, in pol se je to z, ne vem, tam 18-19 zelo popravilo, ne, takoj, ko sem jaz postala veganka. Ko sem se v bistvu preselila v Ljubljano, ne, ker sem sama se odločala, kaj lahko jem, pa to, ne, pol se je to poboljšalo, ja. Meni ta tranzicija je bila čist normalna, pa kar dokaj, no ne vem, jaz nimam rada ravno teh umetnih sirov, pa te predelane sendviče pa to. Ampak ko sem jaz mojega moža v vegana spreminjala, mi je to zelo prišlo v poštev, ne. Njemu sem, na primer, on je ful oboževal te hrenovke veganske, pa klobasice, pa zrezke, pa piščančje, krila še celo, ko so veganska narejena, ne. Tako da to je definitivno, jaz podpiram te industrije zelo, ne, ker so te prehodne industrije, ne. Zdaj, ko gledam, na primer, ljudi, ženske posebej, moj letnik, ne, so dosti manj imajo energije, zdravstvena plat tega, bi rekla, je kar očitna, ne. Najbolj, ne vem, po eni strani se mi zdi, da me to otežuje, ne, da me to dela bolj jezno, da me to dela bolj žalostno, ker v bistvu jeza pride žalosti, ne, zaradi tega, ker se mi zavedamo, kaj se dogaja na tem planetu in meni se zdi to najhujše od najhujšega, ne. Da 150 bilijonov živali oziroma milijard živali, ne, vsako leto pobijemo, torej jaz štejem tudi morske zraven. Jaz imam zelo rada ribe, to me je naučil tudi moj oči. Zelo rada imam morje, zelo rada imam ribe in jaz nikoli nisem razumela, zakaj mi sploh ubijamo te vse živali, ne. Ja, no, v Prekmurju je tradicija, ne, in ostalo mi je v spominu, niti ne vem kje ali kaj, ker to sem jaz zbrisala, ker mi je tako bilo grozno, da smo šli nekje na koline in so prašiča zgrabili in so mu brezali vrat, ne, in tista kri, se spomnim, da smo tisto kri pekli in to so si jedli to kri in to je bila žurka, ne.
pa pol odsvirki in te zadeve. Nekaj imam spominov, ampak se mi zdi, da sem večino teh groznih stvari z otroštva pa tako zbrisala, kar se nočem niti spominjati. Ne? Se pa spomnim tistega zvoka, kak prašič, naprimer, kriči, ne, ko ga ubijajo in mi je grozen. Meni so prašički ful luštni, ne. To je tudi spet, ne. Jaz ne vem, zakaj, naprimer, kužki so bolj luštni kot prašički. Meni se zdijo vsi ful luštni. Najbolj zanimivo meni se zdi, da že tako so vsi navajeni, da sem jaz malo posebna, ker rada potujem, zanimajo me različne stvari, tako da nisem počutila se tisto izolirano ali kakoli, razen v šoli mogoče, v osnovni šoli pa v vrtcu se spomnim, so bile parkrat težave, ne? Kar jaz nisem hotela jesti stvari, katere so mi jih dali. Ne? Doma me moja mama nikoli ni silila. Ne? Jaz sem oboževala banane pa te zadeve in bolj v osnovni šoli se pa spomnim, da tiste učiteljice v to so me malo maltretirale pa v kuhinji pa to, ne, ni mi bilo fajn. Samo, ko sem pa prišla naprimer na veganstvo, sem jaz bila že te 17-18 let stara in sem se preselila v Ljubljano in sem živela sama in ni bilo problema. Ne, sem pač jedla, ko sem jaz hotela. Se spomnim, ogromno sem pojedla špagetov, pesto špagetov v tistem času, ker sem malo šparala. Pol enkrat sem si od kmetov lokalnih z Prekmurja zrihtala 2 gajbici jabolk in sem živela od jabolk en teden, da sem malo šparala si, ne, ko sem si pol šla, pa sem si CD-je kupila namesto tega z muziko. Tako da, drugače se pa nič ne spomnim, da bi bilo fejst drastično, zelo redko. V New Yorku sem se preselila, je veganstvo easy, ne, tudi raw vegan, ne, ker jaz sem tudi presnojedka bolj zdaj, ne. In tam ni bilo nobenega problema. Sploh se nisem zavedala, da jaz kaj drugače živim ali delam kot ostali ljudje. Naprimer v Nemčiji, ko sem se preselila v Düsseldorf, pa je nastala težava nekaj časa, ampak pol je nekako Nemčija s tem dohitela, ne, naprimer New York, pa tako zdaj, da sploh nimam težave, pa poleg tega tudi moj mož, ne, on je tudi prišel na veganstvo, pa zdaj na presnojedstvo, pa tako da vse se je pokrilo, pa ni muk. Ja, s svojim zgledom, da meni ni treba nekomu govoriti, ne? Ker ponavadi vsi se takoj razburijo, ne? Zato ker mislijo, da je njihova God-given right, ne? Da jejo meso in da jejo živali. Jaz pa ne verjamem v to, jaz pa verjamem to, da smo mi zelo preko generacij, še posebej zdaj ko so te industrijske farme, pa to, da smo čisto skiksali, da sploh smo šli v drugo smer, ko bi mogli, ne, za svoje zdravje, za svoj planet in da bomo v enem trenutku prisiljeni vsi postati vegani. Jaz verjamem, da bo do tega trenutka prišlo, mogoče bom tudi videla ta trenutek, da bomo doživeli veganski svet. Zdravim ljudem, prvo kot prvo, jaz si sploh ne predstavljam, da bi nekdo bil nevegan, ne. Mislim, da te prehranjevanje, naprimer nekoč 50 let nazaj je to čisto bilo drugače kot zdaj. Mi se zdaj ne moremo izogniti teh industrijskih zadev, tako da vsem priporočam seveda plant-based diet, ne, če že drugo, ne, vsaj da so na rastlinski prehrani. Zdaj, osebno me ne zanima, kaj jejo, dokler ne jejo živali, ne. Zaradi mene, če hočejo junk food veganski jesti, naj ga jejo, ne. Ni zdravo, ampak meni se gre tu za etiko bolj, kot pa za njihovo zdravje, ne. Če hočejo biti zdravi, morajo se držati te celostne rastlinske prehrane, ne. Kar pomeni čim več svežega sadja, zelenjave in pol naprimer 1 ali 2 kuhana obroka na dan, če mogoče samo en večerja, naprimer, da je kuhana. Ker če s tem, ko mi skuhamo stvari, smo edina žival, katera kuha ali peče karkoli, ne, svojo prehrano, ampak s tem, da mi to naredimo, uničimo encime in pol naš organizem ne more vitamine in minerale in vse ostalo absorbirati iz te hrane, ne. Zato jaz zelo, v bistvu, revolution, v bistvu promoviram. Dragi moji zemljani, prosim vas, da pomislite na druge zemljane in pokažete spoštovanje. Vsi imamo duše, mi živalice imajo duše, tako da bi vas prosila,
Da če ne že za sebe, da pomislite na druge, da pomislite na naš planet, da pomislite na to, kar v sebe dajete, da v bistvu smrt prinaša smrt in če je nekaj bilo ubito, je mrtvo. Jaz predlagam, da se osredotočite na uživanje živih stvari, kar pomeni rastline in predvsem sadje, zelenjava za svoje zdravje in tudi zaradi tega, da ohranimo malo naš bogi planet, kateri se tako muči z nami, ne? Če ne boste sami postali vegani, jaz sem prepričana, da bo vas prisililo vaše zdravje, naše okolje in mogoče enega dneva tudi osveščenost glede resnice, kaj se dogaja na tem planetu. Hvala za pozornost. Meni, na primer, vegan pomeni že takoj, da je etičen vegan, ne? Jaz imenujem, ko je samo prehranjevanje plant-based, je bolj rastlinsko prehranjevanje, ne? Jaz sem v bistvu, zavzemam se jaz bolj za ta etični, ker se mi zdi, da tudi ljudje, kateri so etični vegani, ne? Torej jih skrbi za živali, preden vse ostalo, da niso samo vegani zaradi zdravja, tudi dalj časa zdržijo, ne? To so tudi long-term vegan ponavadi, ne? Da so dalj časa vegani.